To je velika čast in glede na sjajen uvodnik, ki je bil podan, lahko rečem, da se pri varuhu človekovih pravic poskušamo in se zavedamo, da je potrebno, da se sliši predvsem tiste, ki najtežje izrazijo svoj glas. In to so pa gotovo otroci. Znajdejo se v velikih stiskah, v okolju, ki je mogoče za njih včasih celo sovražno. V okolju, ki bi jih morali zaščititi, pa jih ne. In zato je zelo pomembno, da znajo, da se jim omogoči, da skozi zagovorništvo otrok slišijo skozi zagovornika, posredujejo svoj glas v družbi, še posebej v zadevah, ki so za njih izjemnega pomena, ko se odloča o njihovi prihodnosti. To so še posebej treba poudariti, da je pomembno, naprimer, pri urejanju stikov, pri ločitvah, pri nasilju v družini. V večjih zadevah je to, jaz sem tukaj prinesel še nekaj materijala samo, tako da boste zelo dobrodošli, da si to ogledate. In tako, kot je gospa lepo povedala, da se sploh posreduje, kaj sploh otroci mislijo, da je to pomembno, da je nam tukaj v družbi to ne samo pomembno, ampak da je to krucialnega pomena za obstoj družbe. In s tem se najlepše izpolnjuje to geslo v službi človekovega dostojanstva. Človekovo dostojanstvo je izhodišče vseh pravic. Če ne damo dostojanstva, če se ne obnašamo spoštljivo, potem posredujemo nekaj slabega. Zaradi tega je pomembno, da se osredotočimo na to, da celotno družbo preoblikujemo, kot je geslo, na bolje. S tem to ne pomeni ta politika govornega nenasilja, to ne pomeni, da se podrejo nekomu. Samo pomembno je, da v komunikaciji se spoštujemo. In to poudarja zaradi tega, ker je velikokrat naletimo na primere, ko otroci sploh ne morejo izraziti svojih čustev, svojih čutenj. Enostavno, danes sem dobil eno v srci parajoče pismo enega otroka, 6-letnika, v 6. razredu osnovne šole, ko dejansko ga doma starši ne sliši, ko ga ne sliši psihologinja, ko ga ne sliši ravnateljica, ko enostavno v svoji stiski piše nam in prosi za pomoč. To, kar je on izrazil, je za mene izjemno dragoceno. In to, kar nam otroci povejo, je izjemno dragoceno. Profesor Gostičnik pravi, da s tem moramo ravnati kot z neko dragocenostjo. To so biseri in ne sme priti do tega, da bomo rekli, ne mečite bisere svinje. Ključnega pomena je, da mi dovolimo otrokom, da vstopijo v ta svet in povejo tisto, kar jim teži. In temu je namenjeno zagovorništvo, s tem, da moram izpostaviti, da zagovornik ne presoja koristi otroka. Zagovornik je samo njegov glas. To pomeni nek katalizator, da uspe otrok izraziti svoje voljo. Upam, da nisem bil predolg, to je za začetek. Hvala lepa. Hvala lepa. Tatjana, zdaj naprej, gospod Jože, nekaj že povedal, kako bi glas, kaj je v bistvu zagovornikov, me zanima pri svojem delu, vidite statika, pri svojem delu sem se kot dnevno srečala s mnogimi otroci. Kako bi ti nekako rekla, kaj je tisto, recimo, ki je največji problem, ki problemi so recimo največji, da ne morejo biti
socialno ogroženih družin, kot tudi otroci, ki si želijo koristno preživeti svoj prosti čas. Zdaj koristno v smislu, da se družijo z vrstniki, da se družijo z mladimi, da če imajo težave, da povemo, gospod dr. Jože je že veliko iztočnic dal za današnji pogovor. In ko sem premišljevala, kaj je tisto, kar bi izluščila, težav je veliko med otroki, to moramo priznati sploh. Zdaj v tem času korone je stisk kar veliko, mi sicer prav s programom nismo začeli, imamo pa več čas kontakte s starši, z otroki, z mladimi prostovoljci. In vedno smo govorili, da je so problem telefoni in računalniki, ampak opažamo pa zdaj, da je največji problem v sami družini osamljenost otrok. Ne osamljenost otrok v smislu, da so otroci sami doma, ampak osamljenost otrok v smislu, da niso poslušani in da niso slišani. Socialnih stisk je veliko, tudi na Primorskem, ki jih je kar nekaj, še posebej pred leti, je bilo kar hudo, ko so padale te firme K-domine in to se pozna še zdaj. In starši se iščejo in so vpeti v iskanje reševal svojih stisk in težav. Pozabijo pa na odnose v družini, pozabijo na otroke, pozabijo, da tudi otroci jih potrebujejo in pozabijo na odnos, ker so preobremenjeni s tem, da iščejo možnosti, da bi prišli iz te stiske. Zdaj otroci največkrat mi rečejo, saj nimam doma nobena, s katerimi bi se lahko govoril. Tu smo pa tudi mi tle, da se nam potem otroci nekako odprejo in povejo. Jaz vam povem sama svojo izkušnjo, tudi mi smo bili pred leti kar veliki stiski. Jaz sem bila brez službe, mož je izgubil službo, imeli smo kredit v švicarskih frankih in čez noč si vemo, kaj je sedelo. Smo prišli 470 evrov na 670 evrov čez noč. In nekako z možem smo iskali rešitve, kako bi prišli iz te krize. In pokazala se je možnost službe v Švici za moža. In da smo nekako bila vpeta v to iskanje službe, mož bo šel v Švico, ja bo šel, bomo odplačali tudi tu. Ampak nekako smo pozabili na najna dva otroka. Takrat sta bila stara 6 pa 3 in sta čist tiho poslušala na kavču, kaj se dogaja. Jaz lahko rečem samo to, takrat je prišla ena Božja roka, lahko rečem Božja roka, sicer v zelo krutem smislu. Bilo je že vse zmenjeno, da mož odide v Švico, ampak meni je umrl oče. In vsa tista kmetija, ki smo imeli doma, imamo nasad češenja, nekako padla na naše breme, tako da se mož odločil potem ostati doma. In sva premagala to krizo. Sva jo premagala. Jaz mislim, da otroci nekaj časa prosijo, tukaj sem, ne bom slišam, poslušaj me, in ko pa če enkrat vidijo, da ni, tega se odmaknejo in potem iščejo druge rešitve. Zdaj je več. Hvala, Tatjana, za osebno izkušnjost tega problema, v bistvu so prav podložile. Rahko, veliko izkušenj, tudi otrok z ulice, kaj bi ti rekel, kje so največji problemi, recimo, pri današnjih otrocih, duhovnika? Ne vem, če ravno prav kot duhovnika, ne, ampak ja. Morda tretja skupina otrok, s katerimi na skali največ delamo, to so otroci priseljencev, migrantov. Prišli so z družine ali pa sami, to se pravi sami ali pa samo starši, ki so imeli potem imajo otroke tukaj. In drugi problem ali pa dodatni problem, poleg socialne stiske, biti večino časa v slabo plačani službi, ki je tako zelo pripavaga. Prva stvar, druga stvar, zelo mladi imeli
bi oni začeli živeti mladost, ampak imajo otroke, ki so stari 4 leta, 6 let, 10 let, tudi več. Oni pa malo pod 30. Se pravi, morajo izkoristiti mladost, ker jim bo odtekla. Prva stvar, torej prvi problem, otroci nimajo kam iti, ker so v bloku, ker nimajo prostora, ker so v nuklearni družini, ker nimajo prijateljev, ker so dejansko prepuščeni sami sebi. In ne bom rekel biti zagovornik, ampak biti preprosto s temi otroki, marsikdaj to, kar starši ne zmorejo, bodi si zaradi zaposlitev, bodi si zaradi osebnih lastnosti. Starši živijo v svoji kulturi, tisti, ki je bila v Bosni, ki je v Srbiji, ki je kolikor dol, kjer ni bilo problema se ukvarjati z otroki, se sploh ni bilo potrebno ukvarjati z otroki, ker so imeli kaj početi, ker so imeli kje to počenja. Zdaj so tukaj, kjer otroci nimajo kaj počenja in nimajo to kje počenja. Ja, in zunaj, to se pravi, zunaj je nič koliko, kako ne rečem, jastrebov, ki komaj čakajo na to, da bodo dobili nekoga na karkoli. Na karkoli. To se pravi, na izsiljevanje tako ali drugačno. Ali jih je potrebno zagovarjati? Jaz mislim, da ne. To se pravi, da imajo kar torej zagovarjati v tistem smislu biti njihov pred raznimi inštitucijami, čeprav tudi to pride, ampak prej biti v tistem srečati se z njimi tam, kjer so in biti z njimi tam, kjer oni so. Mi rečemo temu malo opolnomočenje, pomagati otrokom, da sami dojamejo, v kakšni situaciji so in marsikdaj morajo oni pomagati svojim staršem in ne obratno, kar je normalno. Predvsem pa, da so njihove reakcije, ko mislim otrok, da so njihove reakcije tiste, ki so družbeno sprejemljive, da ne grejo v prenajedanje, da ne grejo v agresijo, da ne grejo v beg od doma, da ne grejo, to se pravi, v nekaj, kar je čez rok, torej čez družbeni rok, ampak da ostajajo koliko se da znotraj tega, to se pravi znotraj tega sistema, kjer starši pod otrok nimajo nobenih pričakovanj. Na področju šole, na področju zdravja, na področju gibanja in tako naprej. Praktično otroci so prepuščeni v resnici sami sebi. Navzven vse lepo in prav, nič narobe, v ozadju pa, lahko rečemo, zelo veliko pomanjkljivosti. S temi ali pa s takimi otroci delamo, se ukvarjamo letos 25 let. In upam, ne upam, želel bi si, da ne naprej več, ampak ja, ne kaže na to, da se bo kar končalo. Hvala, to spet posebna specifična stiska. Mogoče gospod Jože, s kakšnimi problemi se recimo še otroci obračajo na vas, na vaš urad, na zagovornik, recimo dva primera, tako da smo že, mogoče še kakšnega da niso, recimo. Hvala za besedo. Jaz mislim, da je zagovornica, da sta sjajno podala svoje misli. Seveda, otroci se soočajo z različnimi stiskami. Na nas se obračajo od stisk v šoli, od stisk v družini, od stisk s prijatelji, pojavljajo se tudi določene zadeve, ki so vezane na razne substance. Prihaja do celega spektra problemov, ki se artikulirajo v družbi. In ker ne zmorejo, to se pravi, ker jim nihče v življenju ne nudi tiste varnosti, ki jo potrebujejo,
imamo nasilje. Je pa res, da trenutno so se v tej korona krizi izkristalizirali predvsem problem stikov med staršimi. Prihajanje do resnih trenj v družinah, ker so se mogoče prej problemi odlagali, potem pa, ker so morali biti soočeni z dodatnimi zadevami, so ti problemi prišli na plan in tega je bilo res veliko. Tako da jaz bi to pa navezal verjetno na vzroke, ker ti se skozi te simptome osamljenosti, zavrženosti, vse to se seveda potem v neki obliki odrazi tudi na našem delu. In mi poskušamo seveda tem otrokom skozi postopek, predvsem je to vezano na različne sodne postopke, kjer sodišče potem na naše predloge seveda temu večinoma sledi. Tako da poskušamo en majčken kamenček v mozaiku dobrega postaviti. Hvala lepa. Mogoče, Tatjana, bi za naprej, kako pa recimo vi spremljate te otroke, recimo te izpostavlja si pač največje probleme osamljenosti, kaj vi naredite recimo, da lahko pač te otroke spremljate na njihovi poti, njihovi osamljenosti? Ja, zdaj pri nas se otroci največkrat vključijo v program zaradi učne pomoči. To je tisti prvi korak, da sploh pridejo k nam zdaj, ali tudi starši pripeljejo, ali se sami odločijo pride, veliko sodelujemo s svetovalnimi službami po osnovnih šolah. Tako da največkrat je tle tista učna pomoč. In v vsem tem času se je izkazalo, da za to težavo učne pomoči so tudi druge težave. Otrok nam v tem procesu učne pomoči, ko smo mi individualno z njim, ko mi individualno z njim delamo, nekako začuti, da nam lahko zaupa in takrat pride na plan vse te stiske in težave, ki se potem odražajo pri poslabšanju učnega uspeha. Če lahko samo opišem en vstop otroka v naš program, zdaj z drugega vidika, pride oziroma pripelje mama 12 let starega otroka, v svoj 6. razred, v naš program in potem mama ves čas razlaga, ima težave pri matematiki, ne dosega standardov, napisal že 2 negativni oceni. Jaz ves čas se obračam na otroka in ga sprašujem, kaj je tista težava, kaj je to, kar mu ne gre, kdaj bo ponovno pisal test. In ves čas odgovarja tukaj starš. Potem nekako se dogovorimo, da bom jaz govorila z njim, še vedno odgovarja mi mama. In na koncu vprašam njega, kaj je tisto, kar potrebuješ, da boš popravil to negativno oceno. Potem se spet mama oglasi, ja, jutri grem na šolo, pa bom vprašala učiteljico, kaj je tisto, kar bo pisal, da bo dobil 2. Jaz rečem, ne, gospa, glejte, otrok obiskuje šolo in vsak dan vidi to učiteljico in jo bo sam lepo vprašal. Če gledam zdaj sebe, ko sem da stara 12 let, ko sem prišla domov, sem napisala domačo nalogo, noben mi ni pomagal. Če sem rabila pomoč, sem se lahko obrnila na starše. Zdaj pa se mi zdi, da smo starši tisti, ki sploh ne damo otroku občutka za odgovornost. In potem je kar naenkrat tudi veliko srednješolcev se obrača na nas, je vržen v svet, ko se pač mora sam znajti. In potem se pojavijo različne druge stiske in težave. Tudi pri nas je največ spremlja
v največjih primerih je bil oče alkoholik in potem so bili pa primorani 24 ur na dan za zidove. In nekako, ko sem bila v stiku s tem otrokom, sem čutila, da se nekaj dogaja, ampak telefon in računalnik ni tudi, da bi se ti otrok lahko zaupal. Potem je učiteljica nekako na podlagi vseh pogovorov z njim, ker je pač zaupal, ker je bil več v stiku z njo, zaupal, kaj se dogaja. Tudi jaz mislim, da mi smo tisti, ki delamo na tem programu, ki nekako moramo poslušati otroka in dati občutek, da je slišan in seveda tudi odreagirati na vse te stiske in težave. Mogoče še eno dodatno vprašanje, pa vas imate kar vključenih veliko mladih prostovoljcev. Se otrok lažje zaupa recimo eno skoraj sovrstniku, starejšemu recimo, ne? Ali je boljš, da je recimo to nekako tako strokovno delovsko, kot si ti ali kaj takega? Ali so tudi recimo mladi zmožni prepoznati te stiske in odgovorni? Ja, jaz moram res reči, še enkrat poudariti, v našem programu so pretežno mladi prostovoljci, ki obiskujejo različne srednje šole, potem pa tisto obdobje zatišje v študentskih, potem se pa nekako spet vračajo nazaj. In največkrat se te stiske in težave odražajo ravno v odnosu med mladim prostovoljcem in otrokom. Se mi zdi, da sta nekako skupaj, da se nekako začuta, da nekako sta na isti valovni, bomo rekli mi, zdaj ste rekli, da smo mi dve sodelovko tukaj stari, ne? Ampak se mi zdi, da otroci dosti lažje zaupajo nekomu, ki je tam približnih let, vrstniku, bi se lahko reklo, ki nekako mogoče tudi bolj razume. In pri nas je postopek tak, da če prostovoljc zazna, da se pri otroku nekaj dogaja, pristopi do nas strokovnih delavcev in potem mi strokovni delavci na diskreten način, ne tisto, da bi takoj dobili dan tekli, zdaj do tega otroka in začeli delati z njim, ampak nekako se poskušamo vključiti v ta postopek in razberemo, ali so res tukaj tiste stiske tako velike, da moramo biti korak naprej. Podobno izkušnjo lahko jaz podelim, jaz recimo, kako sem odgovorna za letovanje otrok, socialno ogroženih družin, ki v bistvu v celoti nekako izvedejo mladi prostovoljci. In ravno zato, ker sem videla ti študenti, smo imeli to populacijo, ki je že ničkrat starejša, tam 19, 24 in so zelo odgovorni mladi, kako je zelo pomembno, da ti otroci v bistvu v tem tednu se sprostijo in najdejo svoje starejše brate pa sestre. In včasih izgleda več kot pa recimo kjerkoli drugje. In še ta morje, te počitnice, sproščenost in recimo lahko potem da večjo željo, da povejo, kaj se dogaja, da jih lažje opazimo, ker smo 24 ur z njimi. In se mi zdi, da je ta priprava teh mladih lahko zelo dobra zadeva, da recimo otroci lažje spregovorijo svojo državo. Kot je Tatjana rekla, jaz sem že malo starija. Vsi tisti, ki so že malo stariji, pa ki so bili vodje, včasih ni bilo tega. Oni 17 ali pa 20-letniki, 19-letniki, ki se z njimi, ne vem, en teden igra in tako jim zleze pod kožo, tam je recimo bil pa tako zelo velika želja, da jim tako med vrsticam recimo pomeno. To se mi zdi zelo pomembna zadeva. In tudi mladi, če jih zelo dobro pripravimo za svoje delo, po svojih izkušnjah, smo jih recimo zelo dobro pripravljali na določene stiske, so zelo dobro odreagirali. Sem imela pa letos eno tako izkušnjo, ker je bilo teh ranjenih otrok v eni skupini precej, ki so bili zelo vedensko problematični, da so potem tudi ti mladi prostovoljci prekurali. Enostavno jih je bilo 5, in komaj so en problemček rešili, se je že drugje začel, in enostavno so potem nekako ljudje, ki so ljudi otroke dajali, da smo se srečali, so rekli, mi smo pa že mimali, enostavno je bilo preveč, recimo naenkrat. Tako da bo treba recimo videti, predvsem v
smislu še večjo podporo in drgo, ker so pa recimo lahko ta glasna. Mogoče Rafo, tvoja izkušnja, recimo, kako biti glas teh mladih, imate tudi mladi prostovoljce, kako bi ti to ocenil, recimo, ali ste recimo tisti, ki ste bili že dolga leta, da lažje pridete do teh otrok, ali mogoče so lahko tudi mladi ta most med potem tisto strokovno pomočjo, ki lahko pomaga. Praviloma traja zelo dolgo. To se pravi, nobena stvar ni rešena naenkrat. Včasih je potrebno, ne vem, tudi leto in več, morda samo potem gospa Tatjana prej že rekla, učna pomoč, hodi na neko delavnico, hodi, ne vem, samo nogomet vrca, nič drugega, pa samo na bus prihaja, pa se drži tam nekje ob strani in ja, potem pa se počasi ta ledena gora, če lahko rečemo tisto, kar več trdi, včasih zelo agresivno, zelo nesramno, žaljivo, tudi ne. Pač to je potrebno preslišati, tega enostavno ne smeš ukalkulirati, da je. Potem pa se začenja ona druga, ne, to se pravi tisto, pride do tistega jedra in tu je pa ni pravila, vsaj jaz moram reči, da ga ni. Res je tudi, da delamo vse v timu, da je pri nas mogoče ta prednost, to se pravi, da nas je kar nekaj, tudi stalnih prostovoljcev, potem tudi zaposleni so razmerno, lahko rečemo, za to delo dokaj velik tim, kjer si zelo veliko podajamo naprej, to se pravi izkušnje, zaznavanje eden drugega, torej, če bi šli mi po vsem tem, kar se sme delati, po tem evropskem domovnih direktivi, ja, veliko jih prekoračimo, torej veliko čestujemo za to, ampak dejansko v dobro, torej v korist otroka, v korist razreševanja neke stiske. Vsakega otroka pravzaprav obravnavamo in ga mirne duše lahko rečemo, da ga poznamo bistveno boljše, kot ga pozna šola, veliko krat boljše, kot ga poznajo starši, mnoge druge inštitucije, ki se z njimi ukvarjajo in tako naprej. In dokler je možno, torej kar je možno, da rešujejo otroci sami, da rešujemo skupaj z njimi, da rešujemo skupaj z njimi. Ker ko pridejo v to mašinerijo s posebnimi, torej otrok s posebnimi potrebami, otrok, ki morajo, ne vem, na zdravila, otrok, potem je konec, mislim konec. Potem se je stvar ustavljena in velikokrat je težko prepričati starše, da je nek program, neka dejavnost bi bila za tega, torej za njihovega otroka, nujno potrebna. Recimo, mi imamo tabor, podobno kot je prej govorila, za komarno. Torej, imamo recimo tabor, tak, zelo nahar, nič komotne, nič komotne za meščane. To se pravi, pod šotorom, sami kuhati, sami pripravljati, vse morajo narediti sami in imajo nekaj, to se pravi odrasli, ki bolj skrbijo za tisti, da je varno in nekaj drugega. To se pravi, ne pa za to, da bi namesto njih ali za njih nekaj naredili. In tisti otroci, ali pa tisti starši, ki otroke recimo pustijo na to vrstno dejavnost, ja, v naslednjem letu se pozna, torej je vidno. Je večji učinek v enem tednu, kot pa je učinek skozi celo leto zelo strokovnega dela, tam pa pravzaprav naredi samo to, da je potrebno biti skupaj, da je potrebno preživeti z drugimi, da je potrebno nekaj, to se pravi nekaj narediti. Te alternativne metode, lahko rečemo, ki niso inštitucionalne, pa nimam nič proti njim, ker morajo biti, ker je marsikdaj potrebno
najdemo za nekoga dejavnost, ne šolsko, ne učni uspeh, ampak dejavnost, ki njega, torej, v kateri je dober, potem ni več problemov. Potem naenkrat vsi drugi problemi padajo eden za drugim. To se pravi, učna neuspešnost, izoliranost od prijateljev, to se pravi, ta asocialnost, agresivnost in tako naprej. To se kar topi in postaja en človek, ki ga nisi poznal. Popolnoma drugo. Kadar to uspe, je tisto, kar je veselje, tisto, kar je splačalo se je delo. Vidite, vašega leta Dobosko se v bistvu v njegovem času posvečal predvsem otrokom mladim, ki so bili že v bistvu delavci v tistih letih in tako naprej, njegova karizma je dali tistih otrokov. Kako bi, recimo, kaj nam v bistvu karizma, to poznanstvo Doboska sporoča za današnji čas? Kaj bi recimo mi lahko moramo z tega sprejetno? Jaz mislim, da ena stvar, ki je zavestna, če lahko tako rečem, vsaj v besedah zelo navzoča, je preventiva. Kar je veliko cenejše, na žalost država, če tega še ni spoznala, ali pa noče spoznati, ali pa nima meril, kako izmeriti, kaj je uspešno in kaj ni uspešno, torej kaj je bled in kaj je nekaj, kar dejansko deluje. Preventivno delo, to se pravi, je zagotovo tisto, ne, zdaj bomo pa preprečili nekaj, ampak nekaj, kar pomeni skupaj biti z otrokom, skupaj biti z mladostnikom, skupaj hoditi z njim in pomagati, da vidi še kaj drugega, to se pravi, da vidi tudi neko drugo stvar, vendar na način, da on lahko izbere to, da se on odloči, to bom sprejel, to bom naredil, ne pa da mu solimo pamet. Mi pa smo strokovnjaki, pa vemo, kaj se do otroka spodobi, takrat se pa vsako delo konča in smo samo še terapeuti, na žalost. In v našem, torej pri nas, če tako lahko rečem, pa ne samo v redu, ampak tudi v tem, to se pravi to, kar delamo, torej da si nastali, se zelo, zelo trudimo, da ne bi nikoli solili pameti, nikomu, ne staršem, ne otrokom, ne tistim strokovnim delavcem, ki popolnoma spalijo. Žal. To pač je absolutno, seveda. Razmišljam, da smo starejša generacija, ne, in gledamo, da so otroci tako močno drugačni, ne. Smo bili tudi, so tudi nas bili pametne, smo tudi, ko so nam ukazali, ko smo delali, ne, je zdaj ki drugač, kaj je zdaj drugačno, tisto, kar bi bilo? Jaz bi se navezal na sogovornika, to se mi zdi zelo pomembno, da ne moraliziramo, ampak da smo zraven. To je ključno. To moralizirati pomeni komfort. To se pravi, je komfort. Komfortno je moralizirati, težje je pa jad. Pa reči, tukaj sem s tabo, vem, da ti je težko, poslušal te bom, povej, kaj si misliš o tem. Da znajo izraziti mediko, moraliziranje pa blokira. In to, da znamo, ker včasih je najtežje poslušati, in da vztrajnost se mi zdi tista, kot ste lepo povedali, včasih traja leto, včasih traja še več, ta vztrajnost, bom tukaj s tabo, bom bil vedno, ko me boš potreboval, se mi zdi ta slišanost privede do rezultatov, ker potem tisti, ki je na to adresiran, vidi si tem človeku, pa je res nekaj v meni. Ne skozi lažji način, ker najlažje je moralizirati, ampak skozi težji način
ustrajati zdrav. Jaz recimo, zdaj sem se prav spomnila nekega fanta, ko smo imeli, imamo tudi letovanje, ne na morju, ampak imamo v hribi, tako da otroci nam ne pobegnejo v morje, tako da so primorali biti tam z nami. Otrok ima diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. In pač on se rad igra po svoje, dela po svoje, nekaj smo ga zmotivirali, da se je priključil na razne naše dejavnosti, ampak 35 otrok na kupu prejaslej poči, bomo rekli po domače. In temu fantu pač se skregal z enim fantkom in je prišlo tudi do pretepanja, tako da smo bili primorali poklicati starše, da zaradi varnosti, da pridejo po tega otroka. In mi dva sva se s tem fantom pogovarjala, na samem in tako, in krasno in vse. In najbolj me je ne prizadelo v pozitivnem smislu, ko mi je rekel, ma jaz vas imam tako rad. In pa zavedam, jaz imam tudi tebe rada. In pa veste zakaj? Zakaj? Zdaj on je uporabil zelo sočne besede, zato ker je zelo rad preklinjal, mi smo malo lepši povedali, zato ker me pošljete v 3 krasne, a hkrati mi rečete, da me imate rada. Tega mi nikoli ni videla, da je ponoveden. Se mi zdi, da vedno znamo samo nekaj kritizirati, nikoli pa otroka pohvaliti. In isti je tudi naš šolski sistem. Ves čas ne zna, ne Boga, jaz sem šla na govorine za mojega, ki je bil prvošolc, ja, ves čas je bilo, pa se obrača, pa to storbe, pa ono storbe, pa tretje, pa četrte, pa peto, pa me ne posluša tako. Vsakrat, dajte vas, pa dajte mi kaj pozitivnega povedati o mojem otroku, kakšne ima pa ocene, jaz same petice. Mislim, to je tisto in ti otroci potrebujejo pohvalo, kljub temu, da mi je treba povedati, da so naredili narobe, ampak hkrati mu reči, glej, ti znaš to, ti zmoreš to. Vse tudi mi kot starši, vse jaz vem, se priznam, tudi jaz včasih se ne poslušam sama sebe, tudi da se moramo tudi sami sebe poslušati v prvi vrsti in potem tudi druge. Je dodal, da profesor Gostečnik pravi, da otroka, ki se ga nikoli ne pohvali in ne objame, po defaultu trpi. To je zelo pomembno, ker slovenska kultura je žal naravnana na to, da se ne pohvali. In tudi imamo zelo slab izbor besed. Mi rečemo otroku, da je priden. To je zelo slab predel. Namesto, da se mu reče ustvarjalno, si vse drugo, si športnik, karkoli. To je zelo pomembno in tega se moramo starši bistveno bolj zavedati. Kakšen komentar? Ste malo starejša generacija? Se že učili. Pravi, da naši otroci se že učili. Se že učili, ampak mogoče zdaj vaša vzgoja, zdaj imamo to generacijo teh otrok, ki so mogoče osamljeni, neslišani, doživljajo nasilje in vse te zadeve. Vi ste malo starejša generacija, ki ste mogoče takrat je bilo drugačen način vzgajanja. Kakšen komentar, recimo z vaših let, ko so bili vaši otroci majhni. Je bilo bolj značilno, da morate biti pridni, pa Boga ne. Je bilo tega. Kakšen spomin? So bili drugačni. So bili drugačni. Jaz mislim, da je danes otrok v glavnem počil otroci samo v krogu svoje vršine in v glavnem zaprti. Tisti, ko so tudi manj bolj socialno živki, niti ne bodo
ti spremlja to, mislim, potem naprej, ne, njihovo. Mi bi zelo radi spremljali, to se pravi, naredili eno tako, kako bi rekel, raziskavo, to, če lahko rečemo, longitudinalno, ampak nažalost pač to ni možno. Razen toliko, to se pravi toliko, koliko se srečujemo s posameznimi. To se pravi, mnogi zdaj, mi smo pač na isti lokaciji, zdaj praktično že 24 let na ulici, oziroma na ulici z busom, ne, takrat z busom, to se pravi, zdaj z minibusom. Da njihovi starši, torej da starši, naši udeleženci, to se pravi takrat otroci, prihajajo, to se pravi, njihovi otroci zdaj že prihajajo kot, to se pravi, kot druga oziroma kot tretja generacija. Tisti, ki se niso odselili, da mnogi pridejo nas pogledati na bus, ker smo še ob istih urah iste dneve. To se pravi, prvi čas nismo zamenjali ravno zaradi tega, ni važno, kakšno je vreme, vedno smo tam. To se pravi, pada, je minus 15, je pa minus 15, ali pa je 27, kot je do danes, ni pomembno. Smo tam, pa nikoli sami. To se pravi, to se še ni zgodilo, da ne bi bilo cel dan, celo popoldne, oziroma tiste druge, nikogar. Mislim, da tudi ni bilo nikoli pod 10. To je, kako je rekel, kakšen je rezultat, ali pa kakšni so učinki. Učinki gotovo, da so. To se pravi, že zaradi tega, ker začno delati nekaj drugega, kot samo, kako bom rekel, samo bluzi, kar samo pisati tam. Tisti, ki hoče, ali pa tisti, ki želijo. Ja, je pa toliko in toliko jih, ki pa tega nočijo, to se pravi, ki jim je zelo pomoč biti tako, to se pravi, da imajo okrog prsta odbite od staršev do inštitucij, okrog svojega prsta so odbite, da lahko jih komandirajo z raznoraznimi statusi, ki jih je danes vse polno, in jim ni potrebno kaj veliko delati. Na osnovno šolo ni potrebno nič delati, zato da imaš, da jo izdelaš. Nič. Neumnega se lahko delaš samo. Torej, nažalost je tudi to se pravi, tudi to je eden od problemov. Drugi, večji problem, ki ste ga mogoče prej, ali pa sem ga vsaj tako slišal, je pa veliko večje zahteve imajo danes. Imamo do otroka, ali pa jih otroci vidijo, si predstavlja, da jih imajo, kot smo jih imeli mi. To se pravi, v naših mladostih, v vaših, ali pa že 20 let ali pa 10 let nazaj že. Danes moraš imeti tak mobitel, drugače nič ne veljaš, moraš imeti take rolerje, ne rolerje, moraš imeti tako obleko, ne obleko, moraš imeti tako kolo in ne kolo in tako naštevamo nič koliko stvari, tudi tako moraš izgledati pri teh letih. Če nisi in takih ni, nažalost bi morali prepovedati YouTube, pa še kakšen drug kanal, prepovedati, zakonsko prepovedati, pa bi mogoče uspelo nam stopiti malo bolj v normalnost. Dokler to bo, pa dokler bodo vse te nadaljevanke komercialne, pač otroci z bluzem in tako. In ne morajo biti drugačni, ne morajo biti, ker vidijo, ker niso neumni. Sam zanimivo, spet tudi to, kar je zdaj Alen spostavil. Ena mama mi je pa rekla, recimo ima 12 let, star, ima že odrasla, ampak šolo jaz ne govorim 12 let, 7 let in 6 let. Vsi trije imajo telefone. Pa sem pa mama vprašala se, pa zakaj pa prvi razred potrebuje telefon? Ja, mene itak cel dan ni doma, tako saj vem, da bo pred telefonom, da nam nekamo zabluzil. Ne? Žalostno, ampak resnično. Ja, zdaj smo prišli v čas, zdaj tisti, ki se zavedajo, da je mogoče zdaj eno obdobje v tisto, da se ne bo na vasi kaj izvoljen, pa bo gre na domovje, ampak bo že tisto malo
sodišče mora vedno ravnati v korist otroka. To so ključni parametri in temu mora biti podrejeno celotno delovanje. Zdaj, seveda, institucionalnost je pri nas pač igra ključno vlogo, čeprav jaz osebno ocenjujem, da so prav taki projekti, ki so bili tukaj predstavljeni, v bistvu zapolnjujejo dejansko praznino, ker ti z normativizacijo lahko seveda nekaj zajameš, ampak ta ribiška mreža je lahko zelo zlupnena. In menim, da so prav te oblike, ki slonijo na nekem entuzijazmu, na neki pripravljenosti, ne gledati vse skozi strogi profit finančni, bistveno boljše in lahko dosežejo tudi dejansko večji učinek. Tako da jaz bi rekel, seveda, mi tudi sodelujemo z nevladnimi organizacijami, poskušamo doseči, kar je seveda v delu institucije mogoče in gotovo so tudi rezultati, ampak ob tem sam, ker sam nečem spremljam na drugih nivojih te stvari, vidim, da so te projekti, ki se lotevajo v civilni družbi, nujno dopolnilo, jaz bi rekel, ne dopolnilo, ampak mainstream ravnanja z mladimi. Bi bilo željeno, Ja. če bi to postalo. Da pa država nima ustreznega posluha za to, kot ste povedali, je pa nedopustno, ker vsi vemo, da že vsak, Američani so izračunali, da vsak evro, ki se vloži v izobraževanje, to pomeni na nek način v preventivo, se 36-krat povrne. To pomeni investicija v človeka, v mladega človeka je daleč najbolj pomembna in tudi, če samo zračunamo, tudi najbolj dobičkonosna. Ker te ljudje potem dobijo socialni problem, te ljudje bojo imeli srečne otroke, bodo znali prispevati en koherenten del v družbi in tega se žal družba, ker skozi zasleduje nekaj kratkoročni cilj. Če imaš pa tem dolgoročni cilj, da veš, da boš z politiko do otrok, do mladine, tako oblikoval, potem pa si upam trditi, da bodo efekti sicer na daljši rok, ampak bodo pa takrat bolj trdni. Katera mogoče tvoja izkušnja sodelovanja? Ja, tudi jaz ne moram reči, da sem res zadovoljna z sodelovanjem z različnimi institucijami. Dobro, mi sodelujemo pretežno s centri za socialno delo in z osnovnimi šolami oziroma srednjimi šolami. Zdaj, kar se srednjih šol tiče, zaenkrat imam dobre izkušnje, s svetovalno službo dobro sodelujemo. Osnovne šole so pa različne, nekatere dovolijo vstop zunanjim, da povejo svoje mnenje, nekatere so pač
poročilo za kakega otroka, ki je recimo družina v ločenem postopku, ampak se mi še ni zgodilo, da bi bila recimo povabljena na kakšen tim, da ga ima Center za socialno delo, ki potem nekako, ne vem, pogovarja se, odloča o tistem problemu. Najbolj me je osebno kar reče prizadelo, imeli smo družino, kjer je družina, mama je bila v postopku ogrožena pri svojih otroki. Konstantno smo pisali poročila, otroci so povedali takšne drugačne zgodbe in na koncu, čisto po nekim drugem kanalu, sem zvedela, da je postopek ustavljen. Ampak nasilje se še zdaj izvaja, tudi vem, ko prihajajo še vedno otroci, tudi glede centrov, nimamo nekaj poročila. Če pa želimo otroku pomagati, pa vsi vemo, da mora biti sklenjen krog, da sodelujemo eden z drugim, vsi poročamo in si povemo. Jaz mislim, da ravno takrat bo šele otrok začutil, da ima podporo pri nas, da ima podporo v šoli in če so v kakšnem postopku tudi na centru, se vse delali misli. Ne, se zelo strinjam s tem, o centrih za socialno delo mislim, da imamo vsi dokaj slabo mnenje. Sorry, sam študiral. Ja, nažalost niso veliko teh deklet, ki so takrat študirale, so študirale zaradi službe, ker je bila zelo pomoč, se je obetala, ne pa zaradi tega, ker bi hotel res biti človekoljubja, tako rekel, kaj drugega povedal. In so še tudi danes bolj ali manj administratorji in nič drugega. Tako da, najprej, če lahko rečem, se mi osebno zavzemamo za to, da obdržimo otroka nad gladino. To se pravi, da ima tisto nujno potrebno dvojko ali pa ni toliko, da ima cvek, ker sicer se nehajo socialni transferi. Za otroke je pač pri nas vse vezano na šolski uspeh oziroma na ušolanje, če lahko rečemo. Ko tega ni, je, se pravi, je nekdo odpisan, da izgubi družba iz vidika, torej iz vida ne obstaja več. To je zelo v redu, pa je zelo katastrofalno na drugi strani. To je zelo v redu, dober socialni sistem imamo, ko vse različno. Mislim, da ne bi kdo razumel to narobe. Nimamo pa dobrega sistema reintegracije, tega imamo pa katastrofalnega, tako v šoli, tako v sociali, ko se pravi na sociali, na zdravstvu. Ko nekdo izpade iz tega varnega mehurčka, je izpadel iz vsega, je izgubil vse. Tukaj se začenja nič koliko problemov. Nima stanovanja, ne more dobiti službe. Nima končane šole, ne more dobiti službe. Kaj lahko dela? Ja. Vse je načrtno, se da veliko dela. Okay. Torej, družba ustvarja kriminalce, žal. To se pravi sistem, ki ga imamo. Tako smo varni, da ustvarjamo kriminalce. In hudo ti je, ko vidiš otroka, ko gre po te poti. Ker otrok nič ne moreš. Sem poznal mulca pri 13 letih, ki je imel veliko več keša, kot sta imela oba fotorja in mama slike. Ki ga je sam zaslužil, da se razumel. Mogoče en dodatek na to. Jaz sem rejnica in nekaj let že spremljam pač tudi to problematiko otrok, ki so v rejništvih in to spremljanje centra za socialno delo. Dobro, moj otrok je bil 3 leta v rejništvu, pa sem ga z možem posvojila, tako da zdaj mogoče nimam njih direktno kakšnega taka težjega primera, ampak kolegice, ki jih poznam, da se pa pogovarjamo, se včasih res vprašam, kaj v bistvu sploh želimo tem otrokom dati. Včasih se
kar je rekla, delamo nove odvisnike od socialne pomoči. Te otroke v bistvu že od majhnega učimo, da so božčki, da so nekaj posebnega, ker so zdaj pač v rejništvu, ne, in da imajo vse pravice dobiti vse darila in 1000 daril in 1000 stvari. Oni se v bistvu v tem mehanizmu naučijo, da je brez veze, da karkoli naredijo, ker vse dobijo. Ne. In potem je ta kolegica tako malo dolgre jezik in je rekla, če jaz kot rejnica nimam pravice vzgajati, ne, če imate to vi pravico, pa oni starši, ki ga bolj ne vidijo, ampak sam takrat pridejo zmedo delati, ne, recimo. Potem je otrok v reji, ga futrem samo, ne, reja, ga hranim, ne. Če pa vi hočete, da jaz resnično z tega otroka nekaj naredim, mi morate pa odprte roke pustiti, ne, in ne vtikati se v vzgojo, ne. Če sem vzgojila svojih 6 otrok, ne, pričakujem dobro, ne, so vsi dobro vzgojeni, pričakujem, da tudi te otroke dosti naložila, ne. Če mi pa bolj čas sekate nota, pa ne vem, ta strokovnjak, pa ta psiholog, pa vsi te drugi, ne, je rekla potem, da pa sem še futram, pa dajte tam drugam futrat, ne, tako v bistvu v tem domačem izrazu govorim, ne, ker je to brez veze, ne. Starši imajo pravico do vsega stika, čeprav jasno manipulirajo z otrokom, vsi vidimo, da manipulirajo z otrokom, ker so odvisniki, ker so manipulatorji, ampak imajo pač pravico do stika, ne, imajo pravico, ker je to njihov otrok, je rekla, kako, ne, potem še nekaj naredijo, ne. In mogoče vprašanje, ne, kdaj je ta resničnost korist otroka, pa včasih gledam jaz tukaj, pa se mislim, da to ni korist otroka. Kako vas zaznati mogoče? Hvala lepa za to vprašanje. Jaz bi najprej izpostavil eno zelo pomembno zadevo, ki ste jo vi odlično artikulirali, in sicer, če ti otroku sporočiš, da je nesposoben, potem bo on tebe v Bogu. Potem bo on resnično nesposoben. To je te, zato je ta afirmacija spodbujanja tako zelo pomembna, kot sta moja sogovornika tudi poudarila. In v tem smislu je dejansko potrebno tako centre za socialno delo. In tukaj pa je naloga države predvsem ozavestiti, da to niste, da vi niste administratorji, da vi niste samo to, ampak tam delate z živim materialom. Mislim, to je pa največja odgovornost. In koliko bi predstavili to družbo v to novo predstavo, oziroma to božjo predstavo, potem ni treba več sanjati o razni švici in tako naprej, ker to je to. Potem mi ustvarno odgovorne ljudi, ki bodo znali to prenašati tudi naprej. Če pa ustvarjamo sistem sociale, in da je to cilj, potem bomo imeli same socialne probleme. In tako da se mi zdi, no, da smo še zelo daleč. Mi rešujemo simptome, ne? Mi ne rešujemo vzrokov. Ne? Rešujete treba vzroke, ker simptom je taš aspirin, pa je, ne? Ne? To ni rešitev. Hvala. Ja, tudi šolski sistem, recimo, z vsemi temi odločbami, ne? Otrok mi prmaha s papirjem, jaz imam odločbo, jaz to pišem eno uro, test sami in tako naprej, ne? Že v otroškem damo vedeti, da so nesposobni, da več kot toliko, pa je tam piše na tem papirju, da ne zmorijo, ne bo zmogli. Ne rečem, manj slišen otrok to odločbo potrebuje. Ampak jaz mislim, da je tukaj kontra učenje. Ni dobro, no, za otroka s tem. Ok, mi smo vedeli vprašanje. Imamo problem, ne? Kaj pa lahko naredimo, ne?
prazno smo pravno organizirani. Vse mora biti po rednici, vse mora biti po predpisih, vsako stvar je treba 100-krat poročati, namesto da bi verjeli, da vsi delamo dobro. In po moje je samo ta sistem potrebno zamenjati v glavah, verjetno se vi srečujete s podobno stvarjo, in pridi kontrolirati tistih nekaj barat, ki goljufajo. Drugi pa pusti, da bodo delali, ne pa da bomo pol časa, ne polka, ne, ampak ogromnega časa pa v resnici porabili za poročanje, za kopiranje raznih izdatkov po €1,50 in Mislim, če greste moje poročila pogledati, ki sem sproduciral v 20 letih, 4 ogromne omare lastnoročno natipkanega materiala. To ni normalno. 20 doktoratov bi lahko imel iz tega. To je ključno, kar je gospod zdaj povedal, ker forma, to je to, da imamo pravno regulativo, to je forma. Ampak forma vedno služi vsebini. Vedno služi vsebini. Če pa forma v bistvu prejudicira vsebino, potem je pa vse narobe. Potem se pa izgubljamo v birokraciji in dejansko nikoli ne pride vsebine. Seveda, formalno zadovoljiš poročanje, ampak kaj stoji vzad za tem? To je problem. Tega je ta prenormirana družba polna. Jaz osebno vidim to, da jaz sem bil prej dolga leta sodnik in lahko iz lastnih izkušenj povem, da to črkobralstvo je zakoreninjeno v strukturi, v sami strukturi ravnanja našega ravnanja. S tem nas hoče determinirati. Ampak zakaj je pravo? To je samo zaradi ljudi, samo zaradi tega, da imamo neko urejeno družbo, da pač, ampak vedno mora biti podzad predvsem vsebina. Vsebina se pa vse prepogosto izgublja in pozablja. To je še dolgo. Ja, ampak mislim, da je kar kompliciramo in še bolj lezemo zdaj na to. Sploh tukaj gospod Rakar je ti poročila, te zadeve, v bistvu, ne vem, ker so vse sodbe padale na proceduralnih zadevah, katere zadeve, pa tudi recimo vsi razpisi, ki se delajo, vsa poročila, se v bistvu potem sam gleda na tej proceduri, na točkah, kjer pač iščeš neke finance. In če je neka odločitev vsebinska in če jo ne moreš spraviti v tisto formo, oziroma tiste predalčke, ti pade v trenutku, in zato se danes tega vsi držijo samo po teh paragrafih. In tukaj jaz mislim, da je pač največji, ampak kar gledam zadnja leta, se mi zdi, da samo še lezamo na to formalnost. Sam vsem, kaj narediti? Skozi to se izgublja inovativnost. To se pravi, alternativni programi dejavnosti, pa ne mislim samo na sociali, preprosto ne pridejo, ker jih ta mreža javnih razpisov jih ne more zajeti, ker je desetletje za tem, kar se na terenu dogaja. Pa skrivanje za tem. Tako tudi je. Ne, zdaj se skrije in tudi, enostavno, ko gledaš tiste točkovanja, so zbira tako narejene, da je vse tako, pač. Lahko vseeno, kar skriješ, ampak ne skriješ, če imaš tisti ocenjevalc želja za te. Vedno ta komfortnost, ne bo, vedno vemo samo, da stiskate s pravih delovanjem. Če so pa te, bom rekel, verjetno tudi so vmes zelo dobri posamezniki, ampak enostavno ne morejo prodreti, ker je ta komfortnost tako predominantna, da enostavno se potem
ta vsebine izgubi. In če imaš pa tudi 10 poročil, seveda, če sem vse dobro delal. In to je katastrofa. Ok, mogoče še kakšno vprašanje iz vaših izkušenj, dela z otroki, imate kje na terenu, kakšne programe, kaj vključujete v župnija, v Kristi Karitas. Zdaj smo še na problemu, da se moramo še malo nagati izkušnja. Več takih programov, recimo po vseh lokalnih okoljih, bi to recimo bila možnost, ne vem, spregovoriti več o medijih, daje zgodbe o medije, recimo te pozitivne zgodbe, recimo, da bi recimo začel spreminjati svet, Zdaj zelo radi beremo recimo gospoda Marka Juhanta, ki ima to neko zdravo logiko vzgoje, recimo, da bi tega še več plasirati v recimo take misli, vzgajati starše, da bi drugače vzgajali, poučevati, kaj bi bilo tista rešitev, da bi lahko pač premogla. Mogoče čisto tako. Moje opazovanje je, to se pravi Karitas ali pa tega. Tudi Karitas verjetno preveč ostaja samo na vse tisto, kar je naven vidno, pri razdeljevanju pomoči, dajo navednice. To se pravi pri nekem gašenju finančnih stisk, prehrane in tako naprej. Na Skali smo se odločili, da nikomor ne bomo dajali materialne pomoči. Nikomor. In do letošnjega leta nam to ni bilo potrebno. Letos nas je pa korona zajela. In sicer čisto tako zgodba, ni pozitivna, negativna. Vedno smo na koncu s starši otrok, ki so bili bolj vključeni, organizirali enodnevni izlet za otroke, pa za starše, ki so bili vključeni otroci v enem, oziroma skupaj, ampak en program in za starše drugi program. Letos to ni bilo možno, ker nismo smeli z avtobusom, oziroma z avtobusoma. In smo potem šli tako, da so družine šle skupaj in bomo plačali potne stroške za družino. Ja, če ne bi bili ljudje pametni, kako se to da izkoristi, ta sistem. To se pravi transfer, zdaj bomo pa nekaj prvič, to se pravi, zdaj bomo pa nekaj dobili na tem slogu. In sta šle dve družine v enem avtu in zahtevale dvakrat potne stroške in mi smo rekli, da ne. In smo se dejansko tako skregali, da jih ni več na program. Ne, ker ni pošteno, ker ni prav, ker ni dofer, se ste z enim avtom, če je bilo dovolj prostora za to, potem zakaj zadvarja, kdo bo spravil v žep, je bilo vprašanje, ne kdo je predlog, s katerim malo smo slišali. Ampak kdo bo dobil tistih, koliko je bilo, 20 evrov? Še ne. Poskušamo pri vsaki stvari in verjetno tu je več rešitev iskati tisto, kar je za posameznika. Nimamo Miklavža, imamo novoletno obdarovanje. Dedek Mraz, Miklavž, vsi trije so v eno združeni, kjer vsak otrok dobi drugačno darilo. Drugačno darilo. Za vsakega otroka, veste, kako je to dela? Za 200 ljudi spravi različna darila v neki določeni vrednosti, ne smejo onga, tretjega, četrtega, in vsak dobi tudi odgovor na njegovo pismo. Da je v kontaktu, da ima to učinek, ne da mu je zdam, ne vem, nekaj za 10 evrov. Ampak da dobi s tem, ko dobi nekaj odgovor v vrednosti 10 evrov, dobi sporočilo, ki je pismo njeno napisano. Veliko prostovoljcev, torej veliko časa. Dobro morate poznati.
recimo, ne vem, okrog 100 otrok in 150 mladih, ki se v bistvu srečuje in zdaj je v bistvu to kot ena družinska zadeva prerasla. Ne vem, v Celju, mislim, da tukaj noter imajo tudi že učna pomoč, druženje, marsikje je pa enostavno, ker verjamem v tisto zgodbo, recimo ta letovanja, ki imamo prek Slovenske Karitas, vsako leto pride 200 otrok, recimo letovalna družina, ker je cela družina in je spet 200 otrok, ker prihaja pač cela družina, tako njih 6 družin, z otroci in s odraslimi, leto smo to omejili na 35, drugače pa okrog 40 do 45 udeležencev. Tako da neke stvari so, samo seveda idejo počas. Vidim, da recimo primanjkuje nekega strokovnega delavca, ki ga bi bil financiran, da bi potem lahko to spremljal, kot recimo Tatjana, to je recimo jaz vidim tudi take probleme. In ker enostavno so ti problemi tako veliki z otroki, da je včasih verjamem, da se manjše župnijske Karitas tega, ker ne upate lodati. Najlažje je pač razdeliti pač to pomoč, težko je pa vse to spremljati. Recimo, jaz imam izkušnjo s Cerkelj, ker smo pač začeli s tem centrom. Recimo, včasih je bilo težko, naša delavka, ki je bila zaposlena, iz šolo sodelovala, recimo starši, z vsemi stvarmi, pa je težko priti skozi. Je bilo primer, ko so vsi jasno videli šola in oni, da je pač problem v mami in ko so pač napisali to mnenje, namesto da bi recimo Center za socialno delo nekako to prisluhnil, je vse to mami pokazal, da imamo potem blokado dala nekaj zadeve. In take stvari. Verjamem, da se v bistvu eni pogledni župnijski Karitas starejši kot ste, tega težko lodno. In bo treba v bistvu mlajšo generacijo pritegniti temu, da bi recimo na tem področju več začeli delati. Seveda, je pa to izziv, kako zdaj delati z mladimi in kako bi glas. Mogoče Tatjana, kakšna tvoja izkušnja, ti gradiš na mejnih točkah, da mogoče poveš, da recimo ta primorski primer, ki ste ga razvili, kot primer dobre prakse na tem štajerskem področju. Ja, zdaj naš program je v bistvu dnevni center za otroke in mladostnike, ki nas sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve. Jaz sem prevzela program pred 8 leti, ko je bil program na 4 lokacijah. Je zelo specifičen program. Ni to dnevni center, ki je lociran na enem kraju in tam se dogaja vse, kar se dogaja. Ampak naš dnevni center je razpršen na 10 lokacij. Izvajamo program. V Šempetru pri Novi Gorici, v Vipavski dolini imamo Vas Kamnje, Ajdoščina, Slap, Vrhpolje, Vipava. Bolj se prešaljamo na Notranjsko, imamo v Postojni, Piluki in Ilirski Bistrici. Žal se tudi mi zelo borimo, ko imamo financirano samo mene kot strokovno vodjo in sodelavko za polovičko strokovne delavke. Zdaj si pa vi predstavljate 10 lokacij, kjer se treba ves čas prevažati, vsak dan prevažati na drugo lokacijo, s tem, da še birokracije, kot je že prej gospod rekel. Hvala Bogu, da imamo prostovoljce, hvala Bogu, da imamo upokojene učiteljice, ki ne morejo iz svoje kože in si še vedno želijo predati svoje znanje naprej. Zdaj, kako začeti? V bistvu vse skupaj se je začelo v eni garaži, magični garaži, smo rekli, v Vasi Cesta. Žal se nam je ta hiša zdaj porušila, ostajajo samo spomini. Pa gospod Bogdan Žorž želel združiti otroke, ki so prihajali takrat v materinski dom, na vrh je bil materinski dom. To so 2-3 otroci, ki so pač se družili med sabo in gospod Bogdan je takrat z njimi delal in takrat so se potem priključili razni mladi prostovoljci, Frančiškovi otroci so v Vipavskem križu, ki zdaj zelo aktivni. In potem se je začelo prijavljati na te državne razpise, tako da od 2001 po programu
približamo ta program staršem, da gremo v čim več krajev. Zdaj, trenutno imamo ta program verificiran strani države za obdobje 7 let. Zdaj počasi se bliža tu zaključek tega obdobja, tako da že gradimo nove programe na Tolminskem in pa na Koprskem, tako da bo naš program v bistvu zajel celotno škofijsko Karitas, kot bo vrno škofijo Koper. Ja, dela je veliko, ampak tisto zadovoljstvo 200 otrok, kot ti samo 2 otroka prideta in vidiš tiste iskrice v očeh in rečesta, joj, sem popravil ocene, ali pa veš, sem si dobil prijatelja, ali pa recimo doma se je nekako situacija omenila, se mi zdi, da to je tista nagrada, ki nam pomeni dan in našim mladim prostovoljcem zelo veliko. Imamo tudi vključene prostovoljce iz različnih župnijskih Karitas, tako da župnijskimi Karitas, vsaj kar se Vipavskega območja tiče, malo rečem, tudi Notranjska, zelo dobro sodelujemo. Nekako smo ves čas na vezi, da če predstavnica župnijske Karitas zazna, da se nekje v neki družini nekaj dogaja, me pokliče in pove, poslušaj, tako pa tako je, potem jaz stopim do naše gospe Hermine, ki ima pogovore z prosilci in potem ona napelje ta pogovor, tako da v bistvu pride vse preko nekih pogovorov in kanalov do tega, da otrok se vključi potem v naš program. Jaz vsako rečem, na začetek je dobro, da enega, 2 otroka, kateremu lahko pomagate in da res, kot je Helena prerekla, poskušate mlade, svoje otroke, svoje vnuke, reče ste rekli, če si ste poklice in ovoco na teden deset, je že tu zelo. Da na tak način vse skupaj pa nas začela. Drugo leto bo že 20 let. Zmečki korak. Tako zmečkani. Da je zelo pomembno, da imaš kakšen strokovnega sodelavca, recimo, da smo pred leti države naredili krasen mladinski center, pa imaš, če v veselja prišel zraven to. Ampak nismo imeli enega strokovnega, ki bi vodil vse to in nekako je vse skupaj zavrljeno. Smo imeli pač prostovoljce, pomladi začeli, ko smo pač v vzoru dejanskih centrov, naredili so igre, različne te aparate, software, ne pa prešmatike, tako, ampak se pravi, nismo pa imeli socialni del, kar pa v tem, da bi imeli vsem to potem bilo vzdrževanje, zelo da bi ljudje nekako, se tudi počilo takrat pa mogoče tudi plana, pa to pa se nekako ni vključilo, recimo, da bi stopil k tem, ki pa je v bistvu je zavrljeno. S tem se strinjam, ne? Če ni enega človeka v zadnju, ki to drži, recimo, zamira, ne? Recimo v Črnomlu je to pač sodelavka Karitasskega učiteljica in recimo nekako živi to, ne? Bojim se, ne, ker trenutno nimam mlajšega, ne? Kaj se zgodi, da so ona prišla v to fazo, a bo predala, ne bo predala, ne? Recimo, rekla smo nesrečo, ker smo tvegali, pa sem jaz rekla, gremo, če vsi dobijo na razpisi, grem še jaz probat, ne? Smo pisali razpise in smo dobala, ne? Smo imamo v bistvu 2,5 zaposlene z različnih razpisov, ne? Ampak seveda, to je tista zadeva, ne, da ti nekdo odzaj posvetuje, kaj razpis je zunaj, drug je zunaj, ne? Tukaj bi bila mogoče, ne, recimo s posameznih škofijskih Karitas, recimo, da bi se, kot ste v Kopru naredali, ne, da bi v bistvu probali iz teh centrov mest, kar stopa tudi v te vaške okolje, recimo, ne, ali pa manjše kraje, ne, da bi recimo te podpore za kakšne razpise bili, ne, da je pač en človek, ne. Zdaj, v bistvu za kandidirati na te razpise je tako, da eno leto morate delovati. Se pravi, kot ste vi rekli, vi ste
direktorat za družino, pa smo malo formirali drugače, pa smo tam začeli črpati, recimo, ne. Ampak, ja, malo biti pretkan, ampak se mi zdi, da takih centrov ali pa takih programov, nam rekla centrov, takih stvari, kot so, bi morali več narediti. Mogoče bi bilo to stvar, ki bi spremenila svet. Bi bilo pa fajn začeti s temi, ne vem, posamezniki, eno, dva, ne, s temi družinami, ki delamo, ki jim že tako pomagamo, ne vem. Tukaj je Tatjana rekla, da bi mogoče nagovorila tudi kakšne svoje otroke, ki so zdaj mogoče starejši, pa da se vključijo, je tukaj priložno za mlade v Karitas ali kogarkoli, da so v bistvu lahko ta posrednik med vami. Že tudi probate tudi kakšno tako stvar narediti. Če bomo tega več naredili, pa če bi bili glasni, bi mogoče pa tudi uspeli potem narediti. Zame je recimo na počitnicah biserov, na teh letovanih otrok, recimo smo imeli letos prijavljenih 130-120 animatorjev, ker animatorjev starih od 16-30 let, ker smo mogli zmanjšati število otrok in število animatorjev na skupino in vse te zadeve zaradi COVID-a, da sem lahko vse to naredila. Žal 20 animatorjev ni moglo biti prostovoljcev in so se grebali. Zame, da to čuješ, smo naredili, kdo so prej prijavil in smo rekli, ne vem, polet, ne vem, kjer dan je bil, v 5. popoldne se boste vsi prijavljali preko nekega hoda na letovanje in kdo pač pride prejmelja. V 4 minutah je bilo prijavljeno 75 mladih, da bo prostovoljcev na en teden na morju. In jaz sem rekla, to je čudež, en teden garajo, res pa dodelati, ne dobijo čist nič, razen letos bodo dobili nogavice kot darilo. Morajo hoditi na ne vem koliko priprav. 24 ur zahtevamo, da so ves čas aktivni z otrokom, ne tako, da bi plač ali vzgojitelji, ampak morajo res biti skozi. In še letos smo jim vse zaradi tega COVID-a so mogli pucati, razpoživati, vse živo delati. Sem rekla, ne vem, če se za kakšno delo pogrebejo, kot za eno tako zadevo, ampak v bistvu tega dela s temi mladimi, dobro, bojo dobili otroci, so dobre krasne počitnice in tudi neki seveni žambo. Ti mladi so nosilci prihodnosti za naprej. In če bomo tudi našim mladim to omogočili, se mi zdi, da je to lahko tudi prihodnost. Vsem temi mladimi, ki delam, če jaz rečem, če ne druga, so dobili neko spoznanje, so dobili, kaj so ti otroci, kako morajo pristopiti k vzgoji. Mogoče bomo njihove družine drugače gledali, ne? In to je recimo, jaz vidim kot eno prihodnost. Tukaj vidim rešitev, ker v politiki, v teh centrih, v tem sistemu trenutno ne vidim. Mogoče še zaključno misel, pa mislim, da so to ne. Hoče sam reči, da so res vse so navdušeni ta mladi, zdaj se pa razvedel, sem zdaj tudi, ki je oratorij odpadel, pa to, ampak so toliko grešali animatorji, da so se vse izprašali, da tim cel tudi testirali samo za 3 dni za Bernance, za tisto majhno skupino, ampak to je bilo to za 3 tedne se pripravlja delaš kot vse. Sam, da ti moramo požiti, navdušenje. Mogoče sam že kakšna misel, pa zaključimo. Za prihodnost. Za prihodnost. Programi ali pa dejavnosti, ki bodo usmerjene v ljudi, mogoče to, kar je gospod že prej rekel, ali pa kar pravzaprav verjetno vsi tudi vemo, da je pomembno videti uspehe, videti dobre točke pri posamezniku in jih opaziti in dati povratno sporočilo, da ste jih opazili. In ko dajete na tehtnico denar ali čas, vzamete izberete čas. Torej, čas za klepet, za bluzenje, za karkoli bo bistveno boljše investirajo kot še toliko znanja. Jaz se pridružujem vsemu, kar je gospod rekel, bi pa še dodala to, ker že kad delam z otroci in
ekipa zbrali za tole debato, da smo odprli, ne, da problemi so med našimi otroci, ampak če bomo s temi otroci, starši si vzeti v čas in iskati rešitve, mislim, da bomo uspeli spreminjati našo družbo, spreminjati miselnost, da je v bistvu odnos človek več kot pa samo zunanjost. Še enkrat, res najlepša